Potence z racionalnimi eksponenti, ne. Zdaj, prejle smo imeli korene, mislim, prejšnjič, ko ste gledali video, če greste po vrsti, so bili koreni. In s koreni smo se nekako tako ubadali, dajmo jih na skupni korenski eksponent. Tako, en malo smo zelo podobno se obnašali kot z ulomki, a ne. No, in racionalni eksponenti, racionalno število je ulomek. In zdaj bojo potence z racionalnimi eksponenti. In v resnici je to bolj modern zapis. Bolj modern zapis tega korena, ne. In sicer, če imamo potenco, takole, a na m ulomljeno z n, potem je imenovalec predstavlja n-ti koren iz a na m. In tako so definirane racionalne potence z racionalnim eksponentom, ne. Racionalno število je ulomek in če imamo v eksponentu ulomek, se obnaša isto kot n-ti koren iz m. Seveda morata biti n in m celi števili, n pa ne sme biti nič, ne, saj te ulomki niso definirani, če je spodaj nič. In to je definicija. Zdaj pa gremo kar na primere. Zapiši kot koren je naša prva naloga in recimo, če imamo 17 na 1/3. Kar je spodaj v imenovalcu, je pri nas v korenu, 17 je velika številka in potem, kar je zgoraj v števcu, je eksponent. Dobro, tega lahko poskusite sami, ali pa ne, no, če imamo takole, 5/6 na 1/5. Zdaj, tale ulomek je drugačen od tega velikega ulomka, ne. To je mali ulomek v potenci in to pomeni, da damo vse skupaj na 5. koren iz 5/6 in vse to še na 1. Tega seveda ni treba napisati, lahko rečemo kar 5. koren iz 5/6. Potem pa dajmo še tole. Recimo tole. 14 na -2/3. To je isto kot 3. koren iz 14 na -2. Lahko pa še minus ponovimo, minus pa pomeni 1 ulomljeno z 14 na kvadrat, ne. To bi bilo pa to. Okej, zdaj pa še obratna smer. Zapiši kot potenco. Če imamo 10. koren s 15. 15, to je tako, kot da bi imeli tule 1 napisano, ne, če nič ne piše, je to 15 na 1. 15 je naša velika številka, tu moramo dobiti pa ulomek. In sicer spodaj tisto, kar je na korenskem eksponentu, zgoraj pa v števcu to. Je takole, ne. Potem, če imamo 8. koren iz 1/10, lahko rečemo 1/10 na 1/8. Tako. Pa gremo še naprej. Tule smo pri tretji nalogi, tale del, prvi, a ne. 4 na 1/2 minus 16 na 1/4. Lažje nam gre računanje s koreni, zato bomo to pretvorili v koren. 2. koren iz 4 na 1 minus 4. koren iz 16 na 1. Drugi oziroma kvadratni koren iz 4 je 2 minus 4. koren iz 16, se pravi, katero število moramo dati na 4, da dobimo 16. No, se pa izkaže, da je tudi 2 in je rezultat nič. Okej, gremo dalje. 81 na 1/3. Čisto mimogrede, tako. Vi lahko to vnesete tudi v kalkulator, ne. 64 na 2/3. In gremo zdaj, to je 3. koren iz 81 minus 3. koren iz 64 na kvadrat.
Tretji koren iz 81, pravzaprav niti ne moramo nekako zračunati. 81 je 3 na 4 minus. No, lahko pa tega. Tretji koren iz 64 mogoče najprej je 4, vse skupaj na kvadrat 16. Se pravi, imamo tretji koren iz 3 na 4 minus 16. Tole, nažalost je to tako, ne, se ne izide neka pametna številka. Tu bi moglo biti 27, verjetno napaka v nalogi, ne. Pa še tale, 8 na minus 5 tretjin. To je tretji koren iz 8 na minus 5. Mogoče celo bolj tretji koren iz 8 najprej izračunamo, to je 2 na minus 5, to je 1 vlomljeno z 2 na 5. 2 na 5 je pa 32. In imamo rešeno. Tako. To je bilo zdaj neki takileh nalog. Zdaj pa še mogoče tule poiščemo kako malo težjo, ne, da ne bomo se zdaj s temi enostavnimi. Mogoče tale izgleda precej simpatična. Imamo koren 12 krat minus 1 27 na minus 1 tretjina minus 5 krat 1 32 na minus 2 petini. Krat, da ne bo kdo zamenjal to čočko. Čačko, čičko, ne. Takole imamo koren 12 minus pomeni, da se ulomek obrne. Torej bo to 27 enin, ampak to je kar 27 na 1 tretjina minus 5 krat. Minus pomeni, da se ulomek obrne, je to 32 na 2 petini. Tu pazite, ulomek se obrne samo ta velik, ne ta mali. Okej, in imamo zdaj spet koren 12 krat, to pa pomeni tretji koren iz 27 na 1 minus 5 krat peti koren iz 32 na kvadrat. To zdaj koren 12 krat, tretji koren iz 27 je 3 minus 5 krat. Zdaj pa imamo peti koren iz 32 je 2, ampak še na kvadrat. In dobimo zdaj koren. 3 krat 12 je 36 minus 5 krat 4 je 20, kar je 36 minus 20 je 16, ampak pod korenom je 4. Super, ne? Je odlično, to je kar obsežen račun. Zdaj pa tole zbrišem, to obsežnost našo, pa poglejmo, če je še kje kaka taka nalogca, ki bi bila lahko ustrezna. Lahko krimo kar tole z stotkami. 100 na 2 petini krat 100 na 1 četrtina deljeno z 100 na 3 dvajsetine je. Tako, zdaj pa, če bi to devali pod peti koren 100 recimo, ali pa pod četrti koren 100, ne bi šlo nikamor. Ampak imamo pa iste vrste osnovo, ne. In če potenciramo, računamo s potencami z istimi osnovami, lahko, če jih množimo, osnovo prepišemo, eksponente seštejemo, če jih pa delimo, pa osnovo prepišemo, eksponente odštejemo. To pomeni zdaj, da lahko naredimo 100 na 2 petini, ker je tukaj krat, lahko damo plus 1 četrtina, ker je pa tu deljeno, damo pa minus 3 dvajsetine.
Se pravi, še enkrat, ker so osnove enake, lahko množenje potenc pretvorimo v seštevanje eksponentov in isto deljenje potenc pretvorimo v odštevanje eksponentov. In zdaj imamo tole gor neki račun z ulomki. To so še vse male številke, male v potenci. Računanje z ulomki je pa tako, da moramo dati na skupni imenovalec, kar je 20. In imamo tukajle krat 4, a ne, potem pa še tu krat 4 je 8, tukajle krat 5 pa tu krat 5 je 5. In dobimo, da je to 100 na 10 dvajsetin. To pa še lahko pokrajšamo, dobimo 100 na 1 polovica. Če to zapišemo z korenom, je to koren drugi, 100 na 1. In vse skupaj je rezultat 10. Včasih se izide takšna lepa številka, včasih pa ne. Tako da ne vem, kaj vam naj rečem. Zdržite. Luštne naloge, a ne? Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!